Nocoj, kaj dogaja, pa gostimo prvi glas radijskega projekta Ištekani, voditelj in mojster retorike, dame in gospodje, Jure Longika. Živijo. Čau. Živijo. Projekt Ištekani praznuje 30 let, dogodek Ištekanih 30 prihaja kmalu v Križanke. Mi smo te povabili za to, da narediš malo reklame za koncert, ampak koncert je bil razprodan v enem dnevu potem, ko ste objavili seznam nastopajočih. A te je to kaj presenetilo? To je kar rekord že skoraj. Je in ni, no. Ponudbe je seveda v tem pokoronskem času koncertov in tako dalje veliko, zato nismo bili pretirano optimistični, koliko hitro bodo karte, pošle smo pa na tihem računali, da ja, da Križanke tudi lahko napolnimo, če že 10 let vsako leto napolnimo decembra Kino Šiška. 8. februarja smo objavili samo datum, do včeraj, oziroma predvčerajšnjim, je pošlo 2/3 vstopnic, po objavi nastopajočih pa v enem dnevu še preostala tretjina, tako da smo malo važni. Pa lahko zrihtaš kakšno karto? Oziroma, kje si lahko gledamo Ištekanih 30, tisti, ki nimamo karte? Ja, če ni še vojska ne vzame, ne? Ja. Drugače pa seveda radijski prenos, spletni video prenos, Televizija Slovenija bo tudi posnela zadevo, tako da več variant in ta skupnost bo širša od dobrih 3000 ljudi, kolikor se nas bo zbralo tam, ja. Super. Nabor je čudovit, ampak koga bi pa mogoče še posebej izpostavil izmed 15 nastopajočih? Nehvaležno je izpostavljati, ampak naj povem, 15 nastopajočih je, vsak bo pa odigral 2 skladbi, zato jih bo skupaj 30 in s tem obeležujemo pač 30-letnico. Enačba je znana, so pa notri še neznanke, več ne povem. Lahko povemo, da bodo tam z nami nekateri veterani, ki so nastopali v Ištekanih že v 90-ih letih, Vlado Kreslin denimo. Srečni smo tudi, da je z nami, ker decembra, ko ima on tradicionalne koncerte v Cankarjevem domu, ne more biti v Kinu Šiška na običajnih Ištekanih 10. Pa denimo Duo Silence, ki je nastopil prvič leta 1997 in že vrsto let zatem ne. Pa do takih, ki v Ištekanih sploh niso nastopili. Bo kdo prvič? Ja, denimo mladi reper Vac, pa mladi rokovski band Kokosi, Žardje je tudi umetnik, ki je samo enkrat se za en komad pojavil v Ištekanih in smo spet zelo veseli, da se je reaktiviral in pride in tako dalje. Gre za akustični koncert. Veš, kaj me zanima? Daj ne. Ok, ampak akustični koncert. A se je kdaj zgodil, da ste en komad, ki je bil velik hit, dal v akustično obliko, pa je mogoče mal zgubil? Ali pa obratno, da ste dal en komad, ki ni bil zdaj nek strašen hit, v akustično obliko, tam je pa zaživel, recimo. Ja, oboje se zgodi. Za tisto prvo seveda glasbeniki poskrbijo za to, da ne pridejo v oddajo, spremljam priprave običajno in pravijo, ja, včasih tudi predlagam kakšne skladbe in rečejo, ne, tale ni zazvenel, smo ga dali ven. Tako da v večmesečnih pripravah se te stvari nekako izčistijo in ja, katera glasba lahko pa doživi novo življenje. In na neki način to velja tudi za izvajalce. Ištekavanje je neke vrste romanje, kamor greš v neznano. Mi, tehnična organizacijska ekipa, poskrbimo za varno okolje, kjer se to zgodi. Zakaj v neznano? Ja, zato, ker se pač išteka na tak ali drugačen način, ker svojo muziko, svoje početje, ki ga je sicer izpilil po najboljših močeh, mora zdaj narediti drugače. Tako malo skizofreno. Brcnemo jih iz cone obdobja, ampak potem, seveda, po tem romanju se tipično vrnejo nazaj k sami sebi, še bliže samim sebi, bogatejši za eno res čudovito izkušnjo. In mi smo tam zraven, to je res sreča. Bolj intimno vse skupaj, ne? Ja, drži. Običajno pač v nadzorovanih razmerah v radijskem studiu, kadar gredo Ištekani, vsaj enkrat letno pred občinstvo, se pa tudi Ištekani štekajo. To je tudi ena taka floskula, ki pa zelo drži. Kakšen je pa kaj plan za naprej? V kakšno smer grejo lahko Ištekani še? Potreba kaj spremeni, da se približate mladim? Ja, ne vem. Elektron. Tudi po Ištekani, recimo. Se pravi, plan je definitivno zdržati še nekaj let, po 30 letih včasih to tudi ni lahko. Po drugi strani pa seveda stvar ima neko inercijo. Ištekani so, kot pravim, skupnost
Ištekani niso samo jaz ali pa najožja ekipa, ampak vsi tisti, ki so nastopili v Ištekanjih in so postavili te neke standarde, visoke letvice, ki jih naskakujejo naslednji. Tako da je treba pač samo ustrajati še naslednjih toliko let, ne? Pa delati razne posebne stvari. Ne? No, pa tudi pašete zelo v ta čas, ne, ko Ja. varčujemo z elektriko, tako da mogoče boste dobili celo kakšno subvencijo iz strani Boste tak države. trajnostni projekt. Katero ministrstvo naj to naslovim? Za kulturo? Za Ker naj se sami infrastrukturo? javijo. Naj se sami Okej. Ja, bože, kaj še Bravo, ja. Ištekani bi subvencijo, ja. Ištekani vaša formula za energetsko krizo. Absolutno. Jure, najlepše hvala za obisk v studiu. Prosim. Dobro, zrihtite 30-letnico, veselimo se in seveda iskrene čestitke. Hvala, se slišimo in tokrat tudi vidimo. Odlično, hvala lepa. Kdor se ne naroči obžalovanje dejanja, da izbriše.